Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je občinski svetnik iz Nove Slovenije, Primož Štendler. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Kar nekaj časa je, odkar se nisva v tem studiu srečala, tako da je že kar čas, da kaj pokomentirate, kako aktivni ste v občinskem svetu. Nekaj lahko vidimo, ko spremljamo posnetke seje, pa vendarle. Po 2 letih, kakšni so vaši občutki delovanja v občinskem svetu? Težko bi strnil tako v parih besedah. Lahko v večjih. Lahko v večjih. Je zanimivo. Hkrati pa recimo, da sem tudi malo razočaran nad svojimi kolegi pa kolegicami, ker se mi zdi, da enostavno velikokrat pri raznih glasovanjih, predlogih ne razmišljajo svojo glavo, tako kot izvoljeni politiki naj bi razmišljali, ampak nekako sledijo nekemu strankarskemu navodilu, na kakšen način se bo pač neka zadeva uredila. Mislim, da je to še pravzaprav najbolj stvar, ki me najbolj razočarala. Ker sem nakljub temu mislil, da seveda zdaj v parlamentu je zadeva malo drugačna, pa bi bilo tudi boljše, da ne bi bila. Se pravi, da bi poslanci bolj glasovali po svoji pameti, po svojem razmišljanju, kaj je dobro, kaj ni. In sem hkrati mislil, da v občinskem svetu pa je mogoče le boljše. Ampak po 2 letih recimo, da opažam, da ni. Da je praktično isto, mogoče v določenih zadevih celo slabše, ker ne samo, da ne glasujejo po svoji vesti oziroma tako, kot bi bilo po njihovem mišljenju najbolje, tudi svojega pravega mnenja ne povedo. V parlamentu, kljub temu, tudi v koaliciji, ravno zdaj bil lep primer, ko je prišel v obravnavo zakon o lekarniški dejavnosti, ko so tudi koalicijski poslanci skočili v zrak, da takšnega pa pač ne morejo sprejeti in so povedali, kar je realno pri tem zakonu narobe. Zdaj kot gledalci pa gledalke sami vidijo pri posnetku sej pa se to nažalost v zagorski občini, na občinskem svetu nikoli ne naredi. Zakaj je po vašem? Dobro, nekaj ste dejali zaradi tega, ker mnogi po vašem ne razmišljajo svojo glavo in bolj po neki inerciji tako glasujejo, kot jim recimo narekuje vrh stranke ali pa tiste poslanske skupine, svetniške skupine. Je še kak drug razlog? Je to mogoče zelo velika večina županove ekipe? Tukaj nima nobene veze, koliko velika je kakšna skupina. Ker tudi vsi svetniki ZGN-ja, se pravi županove stranke Zagorja gre naprej, imajo možgane, imajo lastno pamet in vejo, kaj je dobro in kaj je slabo. In so uspešni recimo na svojih področjih, poklicnih, Verjetno so. Predvidevam, da so. Po večini, kar jih poznam, so uspešni in so kar nekaj lepih stvari v življenju dosegli, lahko kaj pokažejo in je pravzaprav zanimivo, kako se potem na občinskem svetu obnašajo, ker te svoje pameti, te svoje iznajdljivosti nočejo predstaviti pa reči, dajmo neko stvar narediti drugače, ker bo boljše, ker bo lažje, ker bo cenejše, ker bo boljše za naše volivce, za tiste, ki so nas izvolili. Ali pa se jim zdi, da je vse tisto, kar je predlagano strani županove ekipe, vse idealno? Jaz mislim, da to ne. Da to ni razlog, da je vse idealno. Jaz mislim, da marsikdo od njih vidi, kje bi bil kakšen popravek možen, kaj bi bilo boljše. Pa je rajši tiho? Pa je rajši tiho, ja. Zdaj, kaj je pa razlog? To pa jaz nisem prava oseba. Mogoče bi si, ne vem, kdaj lahko skupaj kako sejo pogledali, pa bi videli kak obraz na obrazu kakega svetnika ZGN-ja, ki ni ravno zadovoljen, ker se tudi na obrazih vidi, ko se seja snema, kdo je zadovoljen z nekim predlogom, kdo ni, pa bi mogoče njega potem vprašali, zakaj je glasoval za predlog, čeprav je bil ali na seji sami oziroma v privatnem življenju negativno nastrojen do tega predloga. Koliko pa sam spremljam seje, pa lahko trdim, da ste med tistimi bolj aktivnimi svetniki, tudi s svojimi predlogi, svojim stališčem. Je to vaša smer delovanja? Definitivno. Jaz sem se, ko sem se odločil prvič, da prevzamem predsedniško mesto občinskega odbora Nove Slovenije,
In tudi, ko sem se odločil, da bom kandidat in na svetniški listi in potem tudi kot kandidat za župana, sem tudi vodstvu stranke povedal, da jaz ne bom delal po diktatu stranke, ampak bom delal po tem, seveda, strankino politiko se strinjam. Kar dela je ok, tudi včasih pride do kakšnega primera, ko se ne strinjam, ampak pač v redu, to je zdaj stvar posameznika, ker nikoli ne moreš biti 100%, se ne moreš 100% strinjati z eno stvarjo, vedno ima vsak nek svoj drugačen pogled, drugačne razmišljanje, bi kaj napravil drugače. Ampak to, kar je odvisno od mene, se pravi lokalna politika, tukaj pa definitivno delam tako, kot se mi zdi najbolj prav. Se pravi, ker tudi vsi, ki so glasovali za Novo Slovenijo in pa zame kot za županskega kandidata, to od mene pričakujejo. So vedeli, kaj glasujejo? Jaz mislim, da so vedeli. Jaz mislim, da so vedeli, da ne bom tih, da bom marsikako stvar povedal na glas, da bom marsikakšno stvar predlagal. Jaz upam, da so z mojim delom zadovoljni. Zaenkrat, kot opažam, so, ker me večkrat na ulici tudi ostal, pa reče, to si pa fajn povedal, to si pa fajn naredil. Tako da jaz mislim, da zaenkrat kritik ni bilo. No? Tako da, ko se bojo pojavile kritike, se bom povprašal, ali je zdaj moja smer oziroma moja razmišljanja napačno, ali sem šel mogoče predaleč, ampak dokler so pač pohvale oziroma pozitivne misli, pa mislim, da delam kar prav. Sam se spomnim nekaj teh vaših negodovanj, tudi recimo lahko omenim, ko ste želeli izvedeti kakšno ceno za kakšne proslave, za kakšno glasbeno skupino, ko ste želeli kaj bolj natančno izvedeti, koliko so stala kakšna igrala, recimo ta v Europarku, ta ladja. Tudi se mi zdi, da niste bili glih naklonjeni tako bogato okrašeni centralni čistilni napravi. Je bilo teh nekaj predlogov, čeprav glasovalni stroj je šel naprej, ne? Ja, to je dejstvo, da... Ampak to pač je bil vaš predlog, ne? Zdaj, kakršenkoli predlog bom jaz na občinski svet naslovil, pa ne bo še toliko dober za volivke in volivce, če se župan svojo svetniško skupino s tem ne bo strinjal, pač ta predlog ne bo izglasovan. To je dejstvo. Pač tukaj si ne moramo zatiskati oči, zato ker sami pač presežejo večino in lahko glasujejo, kot si pač želijo. Zato je bil prej moj komentar, kar se tiče delo posameznih svetnikov, namenjen temu, da bi bilo boljše, da malo več svojo lastno glavo razmišljajo, pa kdaj glasujejo tudi drugače, kot od njih zahteva župan oziroma pač predsednik same stranke. Nikakor pa ne mislim, da je moje delo, ki ga opravljam, potem za manj, ker če ne drugega, sem verjetno, da bom zarekel, prvi, ampak v tem mandatu eden redkih, ki si upa na glas povedati kritiko čez določene stvari, ki se na občini dogajajo. In me za tem, kar povem, ni strah stati, ker je to dejstvo in sem tudi pripravljen dokazati, zakaj je tako in tudi kako bi mogli narediti drugače. Je mimogrede, no, se te potem nadaljuje. Je to mogoče tudi zaradi tega, ker niste zaposleni kje v kakšnem javnem zavodu ali pa kje v Zagorju, torej niste odvisni tako ali drugače od ekipe. Verjetno je. Jaz, pa tudi, če bi bil zaposlen, recimo, tudi, če bi imel podjetje jaz v Zagorju, bi ravnal enako. Ker pač to se mi zdi, da je to prav. Je pa verjetno res, da marsikako stvar z lažjim srcem povem, ker vem, da me ne bo mogel nihče po neki drugi plati za to kaznovati, kakršnokoli zadevo. Ker moje poslovne obveznosti, ki jih imam do občine, se pravi plačevanja davkov in tako naprej, so čiste, so plačane na dan. Občina mene dolguje nič, jaz tudi njene, tako da jaz lahko mirne vesti povem kateremukoli, kaj se mi zdi, da je prav, pa kaj se mi zdi narobe. Pa zdaj tukaj se tudi ne gre tukaj za to, da nekomu rečeš, to je narobe. Jaz sem pri vsaki stvari, katero sem predlagal, oziroma predlagal neko spremembo ali pa neko drugačnost. Ali pa želeti izvedeti stanje, koliko je nekaj stalo, ne? Tako, sem v vsakem primeru sem imel pripravljen tudi neko rešitev. Ne, se pravi, ker meni osebno se ne zdi smiselno, da bi zdaj jaz na vsakem občinskem svetu za vsako stvar dvigoval roko pa rekel, to je slabo, to je slabo, to je slabo, to je slabo, pa hkrati ne bi predlagal neke rešitve. Tudi za rebalans oziroma za spremembo proračuna, ki smo ga sprejemali za leto 2016, sem zelo jasno povedal, da se jaz pač s temi številkami, da gre $500 000 za zabavo, pač ne morem strinjati. In da bi predlagal drugačno razporeditev. Takrat je bilo delno uslišano in so potem krajevne skupnosti dobile nekaj več denarja za za to sprotno vzdrževanje. In enako sem povedal zdaj, ko smo sprejemali rebalans na zadnji seji, ne, da vse lepo pa prav, ampak jaz resnično ne morem potrditi proračuna,
ki je velik, ne vem, mislim, da je okrog 12 milijonov in da gre od tega 500 tisoč evrov za zabavo. Jaz ne morem, enostavno ne morem, pa mi lahko rečejo, ne vem kaj od tega občina ima, od tega občina nima nič. Zakaj takšno vaše razmišljanje, ne? Ko je recimo čisto nasprotno županu, ker župan vedno reče, to damo ljudem, to je za ljudi. No, ne? Bodimo odkriti, ne? Župan sistem dobiva volitve. Ne, to zdaj tukaj si pa zakaj to pa za ljudi? Ja, seveda za ljudi. Ne, zato, da pač določena kvota ljudi vedno voli za ZGN pa za Matjaža Švagana, zato ker je pač za 9. avgust tukaj Severina, pa ker so potem Modrijani in tako naprej. Tako da seveda je za ljudi, ampak ta za ljudi ima tudi neko korist. Ni samo dobrota župana pa občinske uprave, da bi to ljudem... No, ne nazadnje ne gre z njegove denarnice, ne? Tako, ne? V redu, no, pustimo, seveda je davkoplačevalski denar, kakorkoli. Ampak v občini sami je potrebnih, bi za teh 500 milijona evrov lahko naredili veliko več. Veliko več bi lahko naredili. Jaz mislim, da bi za 500 milijona evrov, če se samo eno leto odločimo, da teh zabav pa teh razkošnih okrašitev ne bo, da lahko na Izlakih postavimo čistilno napravo. Ki jo ni, ne? Ki jo ni. Pa bi bilo fajn, da bi bila, ker bi že mogla biti, pa jo še vedno ni. Ne, tako da zato se jaz ne morem s tem strinjati. Hkrati sem pa tudi na zadnji seji povedal, ko smo sprejemali rebalans proračuna, da jaz pogrešam recimo, se pravi, kompleten proračun je bolj kot ne sestavljen iz davčnih prihodkov. Ne, se pravi, glavarine, potem nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, pač raznih dajatev, ki jih moramo ljudje plačevati za to, pač ker ima država neke zakone. Zdaj pustimo, a je to preveč ali je premalo, to nima nobene veze. Pogrešam pa prihodke, ki bi prišle v občinsko blagajno iz tržnih dejavnosti. Recimo, ena taka stvar so turistične takse. Ne, jaz sem tudi županu povedal... No, mimogrede, smo po izboru nekega časopisa, saj za občino bili najbolj prijazna turistična občina. In zdaj se jaz vprašam, turistični objekt tu blizu nas, ne, Rudnik, ne vem, muzej tukaj, kaj mislite? Ne vidim velikokrat veliko avtobusov. No? Ali že bil kakšen avtobus? Tam pa tam že, kateri. Jaz ga nisem videl. No, jaz sem, tukaj da dokončam prejšnjo misel, jaz sem na zadnji seji županu rekel, da pogrešam turistične takse, ker v kraju, kjer je občina Zagorje dobila nagrado za najbolj prijazno občino, vsako leto se jim vsako leto v občinsko blagajno nakaplja 1 milijon evrov turističnih taks. Seveda, koliko? 1 milijon evrov. Ja, za dve zabavi, ne? V Zagorju. Ja, dejansko res, za 2 zabavi. Malce šali. Ne, vse to je dejstvo. Ne? In jaz ne bi imel popolnoma nič proti 500 milijonski zabavi v Zagorju, če bi 500 milijona evrov na leto zaslužili iz turističnih taks. Bi rekel, super. Naredili bomo zato, ker je občina naredila dobro turistično ponudbo, ker je privabila investitorje, ki so naredili določene projekte, se pravi investicije v zgradbe in tako naprej, so pripeljali tukaj turistov. Ja, seveda, zakaj pa ne, da bi zdaj ta denar dali nazaj, pa dejansko s tem privabili še večjo skupino ljudi. Imate mogoče podatek, koliko se pa zbere? Lansko leto je bilo v zagorski občini točno, mislim, da nekaj čez 5000 turistov, kot jaz vem. Koliko jih je pa prespali, pa nimam podatka, ampak mislim, da je zanemarljiv. Ker edini, ki naredi nekaj na tem področju, je gostišče Vidergar. Nekaj tudi gostišče Kunč, čeprav to ni njihova primarna dejavnost. Ne. Gostišče Vidergar je to ena izmed primarnih dejavnosti, se pravi, da goste prespijo, ker ima tudi ponudbo prilagojeno. Tako da verjetno je to, govorimo o par 100 prespanih turistih v enem letu. Ali pa da ne bom krivičen, da ne bo župan užaljen, mogoče 1000, ne, ampak več kot to pa sigurno ne. Ker dejansko turistična taksa se pa plača, kad ti prespiš. Ne, to je tisto, ne vem, mislim, da je evro ali nekaj čez evro pride na osebo, na spanje. Ne. To je tisti denar, ker ta denar postane čisti denar občini, ki ga lahko porabi, karkoli ga želi. Se bi dalo to kako drugače? S pravo turistično ponudbo, seveda bi se dali. Brez medijskih toplic? Medijske toplice ne. Jaz recimo, seveda, če bi imeli nek turistični objekt, kjer bi lahko ljudje prespali, ja, se popolnoma strinjam s tem. To bi imel nek dodaten zagon. Ampak recimo, da glede na to, da gre ta projekt pri Okrogarjevi šoli, se pravi z izgradnjo bazena, se pravi nekega rehabilitacijskega centra, da gre naprej in da bo to slej ko prej narejen, je velika verjetnost, da
bojo medijske toplice ostale takšne, kot so še naslednjih 5 let, ne vem, 10. Ne bom zdaj krivičen, pa upam, da gledalci ne bojo tega zamerili, ampak to so pač dejstva. Tukaj si zatiskati oči, da bo pa zdaj, ne, da bojo v Zagorju naredili bazen, hkrati bo pa prišel na Izlake eden, ki bo pa dal 3 milijone evrov, pa še 3 milijone za obnovo. Jaz mislim, da je to brez veze si govoriti pa prigovarjati. Pustimo, mogoče pa bo, ne, sej upanje umre zadnje. Se pravi, če bi imeli tak objekt, bi bilo lažje. Ampak dajmo nehati gledati samo čez medijske toplice. Dajmo pogledati tudi, kaj lahko drugega Zagorje še ponudi. Kaj lahko drugega ponudi? Lahko ponudi kolesarski turizem, lahko ponudi pohodniški turizem, lahko ponudi rekreacijski turizem. Recimo za generacije, ki so pripravljene, ne vem, da bi naredili nek kemp in da bi lahko tam prespali šotori. Vse turistična taksa se plača isto, če ti prespiš v šotoru ali pa če prespiš v hotelu. Je to Europark, kjer so neki načrti? Kjerkoli bi bilo možno. Ampak vsak dan, ki tega ne naredimo, vsak dan nam gre par 100 evrov v nič. Oziroma, ne da nam gre v nič. Prvič jih ne zaslužimo, hkrati pa še porabljamo proračunski denar za stvari, ki dejansko, nam rekel, da so brezvezne, ampak nimajo enega pravega naboja, da bi dali nek zagon. A veste, tudi privatne, nekar, pogledajte, če se pripeljete recimo, ne vem, proti Bledu, Bohinju, Kranjski gori, se pravi teh turističnih mestih, ki so res razviti, ne, vse imajo hotele, ampak ogromno gostov spi po privat hišah, ki oddajajo v najem sobe. Se je tukaj en velik zaslužek za tistega, ki oddaja, hkrati za občine, tako isto plačujejo takse. Ne? In dajmo, ker jaz sem redni obiskovalec Čemšeniške planine, zelo rad hodim gor, tudi imam različne poti oblikovane, pa kako se mi kak vikend loop, recimo. Ne? In vsakič znova, ko grem na Čemšeniško planino in gledam v dolino, si rečem, pa hudiča, pa kako ne znamo mi tega prodati. Jaz sem kar precej hodil po tujini in po Evropi, tudi po svetu neki, in verjemite mi, da iz popolnoma vseh krajev, kjer sem bil, sem se z največjim veseljem vrnil v Slovenijo, v Zagorje, ker je tukaj res lepo. Ne, vsi govorijo, ja, ni problem, Dubaj, kuk je fajn, pa sonce, pa denar. Dajte na mir, 4 dni si dol, pa imaš vsega dosti. Z največjim veseljem prideš sem, ko dežuje, je zelen, sonce sije, res je lepo in tega ne znamo prodati. Pa res ne smemo gledati samo čez medijske toplice. Ja, vse so pomemben objekt, ampak niso samo medijske toplice. Žal je to verjetno res končana zgodba, ne? Bomo videli. Se bo zgodba pozitivno nadaljevala z Europarkom, tudi o tem ste že razpravljali, pa bili seznanjeni z načrti v občinskem svetu. Ste zadovoljni s tistem, kar ste videli? Ne. To sem tudi jasno povedal. Jaz nisem na glasovanju za OPPN, se pravi za občinski prostorski načrt, sem glasoval za, ker je pač bilo zdaj prvo in drugo branje skupaj. Bo potem še prišlo do končne potrditve tega. Ampak jaz definitivno s tem nisem zadovoljen, zato ker je, jaz nič ne rečem, da je Sava projekt, ki je dobil naročilo za to, da more pač OPPN pripraviti, so napravili pač tako, kot je občina rekla, da ga želijo imeti. Se pravi, z vsemi stvarmi, kar želijo imeti, so umestili. Ampak to, kar dejansko so naredili v tem rekreacijskem, jaz se ne bom spuščal v letališče. Zdaj na letališkem delu so strokovnjaki, ko bojo pač povedali, kaj recimo za nek razvoj letališča potrebuješ, kaj je fajn imeti, kakšno infrastrukturo, kako je treba narediti. Jaz sem se bolj, tudi na sami občini, sem se bolj nagibal na področje rekreacijskega dela in to, kar so vsi skozi trdili, da bo Europark ostal zelena površina, v rekreacijskem delu to ne drži, ker bo polovico tega dela bo pozidanega. Pozidanega bo z košarkaškimi igrišči, z igrišči za odbojko, z skateparkom, z minigolfom, pa ne vem še s čim. Pa jaz nimam nič proti vsem tem igriščem. Ne? Samo moramo pa vedeti, da recimo, če govorimo samo o košarkaških igriščih, v centru Zagorja, se pravi v mestnem jedru, v urbanem okolju, imamo, mislim, da 4 ali pa 5 igrišč košarkaških, ki zdaj samevajo. Jaz ne vem, na koga je občina oziroma je občinsko vodstvo ciljalo, da se bo zdaj pa iz Zagorja vozilo kilometer ali pa 2 s kolesom ali pa z avtom ali pa šlo peš v Europark, da bojo lahko tam igrali košarko. To jaz mislim, da je tukaj v tem obrcen, da bolj ne more biti.
Hkrati enak problem je minigolf. Zdaj, jaz sicer, ko sem prej govorila, jaz igram golf, navaden golf. Imate tudi palice doma? Imam palice, ja, nisem zdaj to gremo boj s kolegi malo za hec, da se dvakrat na let fest ne smejimo, tako bolj, ko ne vse žogce falimo, ko jih moramo, pa imamo, ne vem, za luknjo na mest 3 udarce, jih imamo 10, ampak hec je hec. In recimo za minigolf palc nima nihče doma. Jih nima. Ti prave palce za golf ne boš uporabljal, ker niso poceni. Se pravi, tam moraš imeti nekoga, ki bo te palce delal v najem, ki jih bo vzdrževal. Jaz resnično ne vem, kje je bila pamet tizga, ki je delal Savi projektu ideje, kaj ne vse v Europark nam umestijo. Resnično ne vem, kje je bila pamet. Druga stran je, to sem tudi na občinski seji sem rekel, da definitivno, karkoli se bojo že v Europarku šli, je nujno potrebno ločiti del, ki je namenjen rekreaciji, in del, ki je namenjen otrokom, igralom. Ker namreč ladica Argonavte, ki je tam postavljena, je sicer zelo fajn, zelo lepa, jaz nimam nobenih pripomb, ampak ima eno hudo pomanjkljivost. Postavljena je preblizu tekaške proge. In zdaj starši pripeljejo otroke, otroci se tam igrajo, super, ampak starši oziroma stojijo na progi za tek, tam kadijo, mogoče kdaj še kdo kaj pije in motijo tekače, ki tam tečejo. Enako je problem, recimo, se pravi, niso problem otroci so super, oni imajo čisto svoje vesele, se podijo po barki gor, dol, smejijo, igrajo in tako naprej. Enak problem je pri nogometnem igrišču. Niso problem nogometaši, super, trenirajo, fajn je, mir imajo in tako naprej. Problem so starši, ki pripeljejo otroke igrati nogomet, ker zopet stojijo na tekaški progi, kadijo, pijo in gledajo svoje otroke. Ne moreš ti zraven. Na športnem igrišču, ja. Seveda, jaz nimam nič proti, da gledajo svoje otroke, se jih lepo, da gledajo, super, ampak prvič motiš tiste, ki tečejo, to je prvi problem, pa ne moreš kaditi pa piti na športni površini. Tukaj pa že moraš, pa sem sam kadilc, pa nikoli ga še nisem prežgal v Europarku, ker je to pač del, ki je namenjen rekreaciji, pač ne moreš. To je pa tista vzgoja, ne? Ja. In te stvari... Te stvari bo moglo občinsko vodstvo zelo dobro premisliti, v kaj bojo šli. No, hkrati ne nazadnje postalo to nekaj, ne? Enkrat bo. To je definitivno. Sicer zdaj, kot se je tudi na seji videli, jaz ne vem, so gledalke pa gledalci gledali, v delu, ki je namenjen finančni realizaciji tega, so zelo velike sive in črne luknje, ker mislim, da se nikomur ne sanja sploh, od kje bojo dobili denar, ne za rekreacijski del, ne za letališki del. To ne bi zdaj na naslednji seji se o tem bolj konkretno pogovarjali, jaz upam, da se bomo, da bodo tudi neke številke znane in da bojo ne samo znane številke, da bojo tudi znani načini financiranja. In jaz upam, da načini financiranja ne bojo samo iz občinskega in državnega proračuna, ampak da se bo kje najdel tudi kako privatno podjetje, pa ne privatno podjetje, katerega solastnik je zdajšnji VD direktor Razvojnega centra Zasavje, ki bo zopet neka evropska, ne vem kakšna sredstva črpala, ampak pravo privatno podjetje s privat kapitalom, ki bo nekdo vložil svoj denar. Da se bo videl interes. Tako. No, kar na nekaj sejah ste že tudi problematizirali dejstvo, da se dostikrat pri imenovanjih nekaterih direktorjev javnih zavodov ne pridejo predstaviti. Nekateri se, nekateri ne. Za nekatere ste rekli, jih ne poznam, težko o njem potem odločam. Bi ga videl, ki je slišal, ki je vprašal. In to ste kar večkrat predlagali, pa preden nadaljujemo pogovor, bi bilo mogoče prav, da slišimo, kaj je na to temo, na vaš predlog dejal, mislim, da na 12. redni seji zagorski župan Matjaž Švagan. Mislim, da bi 12. Pa prosim. Super. Kolega Primož Štendler predlaga, da se na korespondenčnih sejah ne odloča več o kakršnikoli kadrovskih zadevah. To se pravi po statutu poslovniku dela občinskega sveta, ki se tiče nadzornikov, članih skupščin, direktorjev in da se vsa imenovanja opravijo na rednih sejah, vključno, da se v primeru imenovanja novega direktorja ali VD direktorja opravi tudi javna razprava na seji občinskega sveta, ker potem tudi obstaja možnost ali
tedanjega ali bodočega občinskega sveta, da lahko opredeli smernice, kako na kakšen način nadaljevati delo naprej oziroma kako je resničil svoje naloge oziroma obveznosti pred zagorsko javnostjo oziroma pred najvišjim organom, županom in občinskim svetom, če se strinjate s takšnim sklepom. Kdo je za? Kdo proti? Soglasno potrdili tudi to pobudo. Slišali ste, kaj je dejal župan. Potem pa se je zgodila še 13. redna seja in, če se ne motim, ste imenovali še za pol leta VD, vršilko dolžnosti javnega zavoda za šport, ne, oziroma, ja, Karmen Cestnik, ki pa ni prišla na sejo oziroma ni bila vabljena, če se ne motim. Kako je bilo s tem? Ja, bilo je točno tako, kot ste povedali. Na dnevnem redu 13. redne seje občinskega sveta Zagorje je bilo tudi glasovanje o VD direktorji, se pravi v še enem, je tako, ja, o VD direktorici Zavoda za šport. To je drugo podaljšanje, če se ne motim. Drugo podaljšanje. Jaz sem seveda pričakoval, da bo dotična gospa prišla na občinski svet, ker je bo pač na 12. seji sprejet sklep, da se pridejo VD direktorji zavodov, podjetij in tako naprej predstaviti, povedati pač svojo vizijo, kaj bojo naredili, zakaj so tam. Dotične gospe ni bilo, ni se prišla predstaviti. Jaz sem tudi župana, preden je šlo vse skupaj v glasovanje, na to opozoril, da oziroma celo sem ga vprašal, če se mi prav zdi, da smo na 12. seji sprejemali sklep, da se pač vsi pridejo na občinski svet predstaviti, se prav vsi kandidati za direktorje, VD direktorje in tako naprej. In sem dobil pravzaprav župana odgovor, da sicer, da ta sklep se je potrdil, ampak da on to ni tako mislil, da bi potem zganjali masakr nad kandidati v občinskem svetu in da bomo do naslednje seje pripravili nov predlog, kako bi pravzaprav to izgledali. Tako da sem bil jaz, iskreno sem bil malo šokiran in sem potem tudi župana vprašal, če smo dejansko sprejeli sklep za to, da ga bomo lahko kršili. Pa je rekel, da ne, ampak meni osebnosti, da smo ga sprejeli samo zato, da so pač sklep, ki sem ga dal, potrdili, ampak hkrati se je pa točno vedel, da že na prvi naslednji seji, da se bo točno ta sklep kršil. Zanimivo je še nekaj, ne? Videli smo vsi, da so dvignili roko, da so glasovali za, tudi župan je rekel, ne? Ja. Soglasno sprejeto, ampak ko sem šel pogledati zapisnik, pa kolikor vem, tega sklepa niti v zapisniku ni. Ja, to je pa druga anomalija, ki se je pojavila. Seveda na vsaki tekoči seji sprejemamo tudi zapisnik iz prejšnje seje. Je tudi vam ušlo? Iskreno, jaz zapisnikov ne grem brati, ker se mi zdi logično, če je seja posneta, če se ve, kaj je kdo govoril, o čem smo glasovali, da bo ta zapisnik in posnetek seje identična. Predvsem sklepi, ne? Vse v celoti ni pisano. Seveda, ni vse dobesedni prepis, jaz se strinjam, ampak te glavne stvari sklepi pa so. Tako, ne bi bili, mogli bi biti. In jaz sem šel potem, pravzaprav me je kolegica Jelena opozorila, da ne si grem gledati zapisnik 12. seje, da tega sklepa nota sploh ni napisanega. In jaz sem šel gledati in sem pravzaprav, zdaj je sicer, to bo malo smešno, ampak bulo sem katelo nove vrate, ker mi ni bilo jasen, kako lahko na posnetku 12. seje župan dobesedno prebere predlog sklepa, ki je bil podan. Se pravi, 24 svetnikov glasuje za ta sklep, eden mislim, da je manjkal. Na 13. seji, ko potrjujemo pa zapisnik 12. seje, pa tega sklepa ni v zapisniku. To jaz srčno, ampak resnično srčno upam, da je to nekdo pozabil in da to ni bilo narejeno namerno zato, da se bo lahko na 13. seji kršilo sklep, ki je bil sprejet, ker ni bil vpisan v zapisnik. To je taka mineštra, da jaz ne vem, kako si lahko občinsko vodstvo, župan, potem gospod Medved, kako si lahko to sploh privoščijo. Ne vem. Enostavno ne razumem. Ker pravzaprav najbolj zabavno je pa to, ko sem jaz dal strankarski pravnici preverjati sistem, kako pravzaprav dela, ne, je pa največja anomalija to, da župan za kaj takšnega sploh ne odgovarja.
Ker namreč zakon o tem govori, da je župan tisti, ki bi mogel upozarjati občinski svet na nezakonitosti, pa da morajo delovati v skladu z zakoni in ustavo. To pomeni tudi spoštovati sklepe? Seveda, nikjer pa ni omenjeno, kaj se pa naredi, če župan tega ne spoštuje. In to se na tem primeru, pa še na marsikakšnem drugem primeru v Sloveniji vidi, da so župani preveč varovani in da lahko delajo karkoli si želijo delati in nihče jim ne more nič narediti. No, zdaj pa, če gremo mimo tega sklepa, ki ni bil zapisan recimo v zapisniku, ne, tako kot ste dejali, pa gremo k sami vsebini. Zakaj ste vi to predlagali, pa mogoče drugi svetniki ne? Zakaj je za vas tako pomembno, da nekdo, ki je kandidat, ne vem, za direktorja komunale, direktorja knjižnice, direktorja zavoda za šport, kulturnega centra ali pa kakšne šole, ne? Zakaj se vam zdi tako pomembno? Odgovor je zelo enostaven. Vi imate svoje podjetje, recimo, ne? In iščete nek kader. Recimo, da iščete tajnico, pa iščete čistilko, recimo, ali pa tajnika, pa čistilca, da ne bom zdaj krivičen. Ne? In dobite prošnje, dobite vsega skupaj 200 prošenj. Vzamete eno ven, preberete in rečete, to je to, tega bom zaposlil. Ali naredite tako? Ne. Pokličete par kandidatov, se pridejo predstaviti, naredite ožji izbor in izberete iz tistega ven enega in ta eden se vam pride predstaviti. In tukaj govorimo, ne bom zdaj rekel v postopku, v začetku postopka. V začetku postopka, ampak gre se za to, da recimo, da je za direktorico knjižnice, zdaj se bo zbiralo, ali pa direktorja, 5 kandidatov, ampak verjetno se potem nekje odločijo na svetu, ne, za enega in za tisti, da se pride predstaviti. Ne vseh 5. Ne, nikakor ne. Vse občinski svet zdaj ni tukaj, da bo zdaj on zbiral kandidata. Občinski svet je tukaj zato, da se kandidat, ki je bil predlagan iz strani komisije, pa iz strani KMVI-ja, da se pride predstaviti in pove, jaz sem Pepe Frnikula, da kandidiram za delovno mesto direktorja XY, v tem podjetju želim, oziroma na tem delovnem mestu želim narediti v naslednjih letih, ki bom imel mandat, to pa to. In je to posneto zapisano? Da je posneto zapisano. Hkrati daje možnost občinskim svetnikom, da postavimo kako vprašanje za konkret pereč problem, ki se ga tiče. Seveda, dejstvo je, da kandidat, posebno če je nov, verjetno ne bo vedel odgovora, ampak bo pa obveščen in na naslednji seji bo lahko prišel povedati ali pa pisno podal svoj odgovor v tej zadevi. Gre se pa za to, da se ljudje pridejo pokazati. A veste, direktor, ne vem, komunale recimo, ima 1600-1700 evrov neto plače. In jaz, se pravi, to na letnem nivoju znese 17, okrog 20, malo čez 20 000 evrov neto. Ne? In jaz bom za nekoga, v 4 letih to je 80 000 evrov. In jaz sem za nekoga rekel, da sem za, ki bo dobil v 4 letih 80 jurjev, pa jaz pojma nimam, kaj ta gospod zna, pa če se je sposoben. Ne vem, meni se zdi to popolnoma neumestno. In to je, mislim, da jaz dovolim, da jaz rečem svojim volivkam pa volivcem, to je meni sprejemljivo, pa se me morajo križati. To je nesprejemljivo. To je v kakršnikoli standardih, pa še v najhujših komunističnih časih, ki smo jih imeli, so kadri, ki so bili postavljeni na določene funkcije, so jih mogli določeni gospodje se z njim pogovoriti, pa jim dati žegen, ja, lahko si. Pri nas pa no problem. Vsi. Ne vem, mislim, da je to, ti svetnik, ki ne razmišlja tako, jaz mislim, da ni vreden, da je svetnik. Bi mogel zdaj odstopiti. Zdaj ste vrgli rokavico vsem ostalim svetnikom, tudi županu, ki bo zagotovo še kdaj v tem studiu in bo lahko kaj odgovoril. Jaz upam, da ne bom dobil 24 rokavic nazaj v glavo. Mogoče, glede na to, da bo kmalu že tudi 14. redna seja, mogoče tudi kakšna korespondenčna, pa me zanima, imate že kaj pripravljenega za naslednjo sejo? Je kakšen zanimiv predlog, ki se vam zdi?
Ste se že kaj pripravljali? Kako gre to? Ampak bomo počakali. Bomo počakali na sejo, zato ker je vedno zanimiv, kak dan ali pa 2 dni pred sejo pošljemo vprašanja. Je bolj zanimiv, ker morajo tisti, ki se morajo pripravljati, morajo malo delati, pa ne vejo, kaj jih čaka. Tako da bom raje molčal o tem. Boste še molčali? Ja. Vas kaj mika državna politika? To je na biti poslanec? Ne, nikakor ne. Ni mi v interesu. Lokalna politika v okolju, kjer živim, ker vidim, da lahko marsikaj naredim, marsikaj pripomorem, če ne drugega s tem, da ljudem pokažem, da ni treba večno samo kimati, pa močati, pa delati, kako rečejo drugi, ampak da lahko jasno in glasno povejo svoje mnenje in da seveda enkrat bojo slišani, enkrat ne bojo. Državna politika kot takšna pa ne. Mi ni interes. Ste tudi za to samostojni podjetnik? Oziroma 2 sta skupaj, ne? Vama gre? Zaenkrat moram potrkati, zaenkrat ga zelo redu. Tako da jaz nimam, kar se tega tiče, nimam nobenih problemov. Jaz mislim, da moraš biti za državno politiko poseben tip človeka. Pa mislim, da jaz nisem ta prav tip človeka, ker mislim, da resnično ne vem, če bi imel v parlamentu živce, da bi poslušal vse te... Ja, kmalu bi bili samostojni poslanec, verjetno. Lepo, da ste me prekinili, da nisem nadaljeval s kako čudno besedo naprej. Hvala lepa. Zdaj smo že marsikaj slišali o vas, da včasih kakšno prižgete, nikoli na športnem igrišču bomo gledali, če je to res. Ni problema. Prej sem slišal, da tudi nikoli kar tako ne parkirate. Ne? Tudi tu imate kakšen predlog za občino, mogoče za zasavske občine, nekaj poskusnega, ne? Ja, to smo se pa že nekaj sej nazaj pogovarjali, tudi je bilo nekaj predlogov iz moje strani, jaz sem predvsem govoril, zdaj se mislim, da je to po vseh 3 občinah hud problem, jaz sem zdaj bolj tangiral se na Zagorsko in sicer stoječi promet je katastrofalen v Zagorju, ker prvič ni zadosti parkirišč, ljudje parkirajo na mesta, ki niso namenjeni njim, so namenjeni drugim in jaz sem že predlagal na samo županu in tudi občinski seji, da bi poskusno uvedli v okolici občine, ker mislim, da je najhujši problem, daleč najhujši problem s parkiranjem, da se uvede poskusna modra cona, kjer bo parkirano dovoljeno 1 uro, da se pač spremlja, kako se ljudje na to odzivajo, kakšne so reakcije, ali se lahko to uvede po celem Zagorju, se pravi, da nekdo, ki bo prišel z nekim urnim ali pa 2-urnim opravilom v Zagorje, da mu ne bo treba puščati avtomobila pri, ne vem, stavbi betona, pa je peš čez vse v Zagorje do občine, da bo gor nekaj uredil, ampak da bo imel možnost zaradi takšne ureditve parkirati nekje bliže. Hkrati bi pa s tem dobili tudi informacijo, koliko parkirnih koliko parkirnih mest Zagorje potrebuje, in bi se lahko tudi v tej smeri potem začeli naprej pogovarjati mogoče s kakim investitorjem za kakšno parkirno hišo, ki jo pa mislim, da Zagorje glede na število avtomobilov zelo nujno potrebuje. Ob koncu oddaje sva mogoče še, kako vidite razvoj Zagorja, kako ste zadovoljni s tistim, kar je zdaj trenutno? Zdaj vas moram vprašati, govorite v mestu pa v centru Zagorja ali govorite o občini Zagorje? Lahko kar oboje odgovorite, ne? Čeprav verjetno se mi kar zdi, ne? Da se vam zdi, da gre razvoj v Zagorju, predvsem v centru. Jaz sem s centrom Zagorja zelo zadovoljen. Ploščad je zelo lepa, park je zelo lep, zdravstveni dom je zelo lep, je pa res, da se potem pri tržnici ta del Zagorja nekje konča, pa enako se konča nekje pri Šparu. S tem, se pravi, iz tega centra ven, pa nikakor ne morem biti zadovoljen. Da ne govorimo v malo bolj odmaknjenih krajevnih skupnostih, ne vem, ali Tirna, ali Čemšenik, ali karkoli, tukaj je pa katastrofa. To je pa kot da ne spada v občino Zagorje. Hvala za obisk v studio. Še bo priložnost, da kakšno pokomentirate, ne? Zato, ker pa hvala. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah.
Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.